Na Kemijskem inštitutu ste vpeti v nekatere zanimive projekte, ki naj bi v prihodnosti omogočili boljši, cenejši in pa predvsem okolju prijaznejši izkoristek nekaterih snovi. Pozornost tokrat namenjava projektu razvoja novih in izboljšanih reaktorjev za učinkovito pretvorbo metana. Zanima me, za kakšen projekt gre oziroma kaj želite z njim doseči, v katero smer naj bi šle te izboljšave. Ja. Gre za projekt Obzorja 2020 in sicer v okviru iniciative Spire. Gre pa za to, da v bistvu ta projekt odgovarja na težnje Evrope, da bi večji del svoje ali pa konec koncev tudi uvožene surovinske baze predvsem porabila za pretvorbo v neke nadaljne produkte in ne zgolj za pokrivanje nekih energetskih potreb. Tukaj konkretno gre recimo za zemeljski plin, za metan, mogoče za neke alternativne vire, recimo bioplin, ali celo za v bistvu to, kar danes smatramo kot odpadne pline, recimo CO2. Gre se za to, da dejansko želimo uporabljati alternativne obnovljive vire energije, recimo električno energijo, pridobljeno strani sonca, recimo rek in tako naprej, da v bistvu s pomočjo te obnovljive energije pretvorimo neko surovino, kot je recimo zemeljski plin. A gre tu za popolno novost tega področja ali gre samo za neke izboljšave recimo že obstoječih modelov? Ja, projekt je načeloma izredno inovativno naravnan, se pravi, neki poskusi tega so seveda že bili, ampak dejansko je stvar v tem, da v bistvu so te poskusi se ponavadi zaključili na zelo majhnem laboratorijskem nivoju, niso imeli opravka z realnimi tokovi, s takimi, kot se srečamo v realnem življenju, industriji, in pa treba je tudi poudariti to, kljub temu, da so te poskusi bili, jih je bilo relativno malo. Tako da v okviru tega projekta gre se v bistvu za zelo industrijsko naravnani projekt, kot je tudi sam razpis zahteval. Gre tudi za prenos, povečevanje teh tehnologij in seveda preizkušanje teh reaktorskih tehnologij v nekem relevantnem industrijskem okolju in ne zgolj, kot je bilo to narejeno do sedaj v laboratoriju. A ste testirali, kakšna so pričakovanja recimo glede sprejetosti te nove reaktorske tehnologije v industriji? Ja, treba je poudariti, da če bi bila pričakovanja majhna ali pa sprejetost vprašljiva, potem tak projekt na noben način sploh ne bi bil dobljen. Gre se za to, da te konkretni projekti Spire so v bistvu ocenjevani in delno tudi financirani strani industrije, tako da tukaj je v bistvu ogromno in zelo strogo ocenjevanje strani industrije, tako da nerelevantni ali pa recimo projekti z majhnim vplivom na evropsko industrijo dejansko niso financirani in ne gredo skozi. Konec koncev se moramo zavedati, da recimo te partnerji, ki jih imamo mi v projektu, nekatere druge, ki niso partnerji, ampak so v strateškem svetu projekta, so po prihodkih največja kemijska in petrokemijska podjetja v Evropi. Se pravi, to so giganti, tudi ne samo v svojem sektorju, ampak kot podjetja nasploh. No, če projekt povsem na novo vpeljuje koncepte pretvorbe metana, ste najbrž pridobili različne partnerje, saj gre, tako domnevam, za širše projektno delo, se pravi združevanje različnih znanj, raziskav in tako naprej. Kdo vse sodeluje, kdo je pristopil k izdelavi tega projekta? Ja, gre za to, da v bistvu v projekt smo bili povabljeni in sicer strani koordinatorja, se pravi Tehnične univerze v Delftu, ki je ena najboljših v Evropi in na svetu, trenutno je 5. v Evropi. Poleg samega koordinatorja sodelujejo tudi druge univerze in inštituti, ki so prav tako v samem vrhu, v samem evropskem vrhu na področju kemijskega inženirstva, katalize in tudi širše. Recimo tukaj imamo Danski tehnološki inštitut, tukaj imamo univerzo v Gentu, tukaj imamo univerzo v Zaragozi, poleg tega pa seveda tudi vodilni industrijski partnerji, kot so Johnson Matthey, eden največjih proizvajalcev katalizatorjev za petrokemijsko industrijo, Technip, ena izmed največjih industrijskih firm oziroma podjetij, ki med drugim recimo postavljajo in proizvajajo tehnologije za industrijske gigante, kot so Shell, BP,
tako da v bistvu smo res v izrazito odlični druščini, kar se tiče industrijske aplikacije tega kemijskega inženirstva, kar je bilo tudi nam eksplicitno povedano na izvornem sestanku, ki smo ga imeli v bistvu v ponedeljek, se pravi samo par dni nazaj, kjer je v bistvu sam projektni officer oziroma ta nadzorujoči projekta povedal, da v bistvu gre res za izbrano druščino inštitucij in industrije in da je bil tudi to eden izmed glavnih razlogov za odlično oceno projekta. So te partnerji tudi pomembni igralci ali pa najpomembnejši igralci v Evropi ali pa tudi mogoče širše? Ne? Ja, to so izredno pomembni globalni igralci, recimo Johnson Matthey, ki sem ga omenjal, dela katalizatorje tudi recimo za Sasolove tovarne v Južni Afriki. Po pogovoru se da soditi, da imajo obrate v Indiji, na Kitajskem, v Ameriki in seveda k takem projektu ne bi pristopili, če ne bi imeli tudi nekih teženj in želj po takih tehnologijah. Recimo omeniti je vredno tudi, da recimo sam Johnson Matthey konkretno tudi sam te tehnologije razvija neodvisno od tega in seveda z tega stališča imajo tudi izrazito željo po sodelovanju in razvoju tovrstnih tehnologij. Koliko časa pa nameravajo ali nameravate vsi skupaj, da bo se recimo končal ta projekt? Ne? Ja, projekt se je začel 1. oktobra letos, 2015, trajal bo 4 leta. V bistvu je pa sam recimo nekako na kratko povedan koncept tak, da 3 leta se razvijajo 4 reaktorski koncepti in potem 2 izmed teh konceptov v bistvu povečamo na večji nivo in jih preizkušamo v industrijsko relevantnem okolju. So roki zelo napeti, tesni? So tako kot tudi v vseh ostalih evropskih projektih. Kaj bo Kemijski inštitut pridobil od takega sodelovanja poleg finančnega seveda? Ne? Zakaj je pomembno, da se kot raziskovalna in znanstvena institucija pojavljate v taki mednarodni skupini in pri takem sodelovanju? Ja, seveda pač finančni vidik seveda ni zanemarljiv. Še bolj pomembno je pa to, da v bistvu nas je ta srenja razpoznala kot relevantnega partnerja, nas povabila zraven, da ponovno bomo imeli možnost dokazati se, v kar sploh ne dvomim. To se je pač pokazalo tudi skozi to, da pač smo vodja tehnologije oziroma vodja delovnega paketa za enega izmed teh reaktorjev, ki ga v bistvu sami razvijamo. In seveda treba je tudi pač pod črto povedati, da v bistvu vsaka taka stvar je odskočna deska za naprej. Ali za neposredne sodelovanje s temi partnerji industrijskimi ali akademskimi, ali pa seveda za neke nadaljne follow-up projekte. No, rekli ste, da projekt poteka v okviru programa Obzorje 2020, kjer zadoščate zahtevam po aplikacijah odlične znanosti in upoštevanju družbenih izzivov. Namreč ti družbeni izzivi zahtevajo ekonomsko in ekološko ustreznejše industrije. Je to tudi cilj projekta? Seveda. Ta stvar je v bistvu bila že implicitno odgovorjena v prvem delu, kjer sem opisoval projekt, in sicer gre za to, da dejansko si želimo po eni strani recimo pretvarjati tudi izpuste oziroma to, kar danes smatramo ali pa smo do nedavnega smatrali kot pač neke popolnoma nezaželene, škodljive ali pa saj neke produkte brez vrednosti. Po drugi strani pa tudi je želja seveda čim več, da se grdo izrazim, iztisniti iz sirovin, ki jih v Evropo dobimo. Recimo konkretno, mi smo ogromen uvoznik zemeljskega plina in pač nam vsak kubični meter tega plina prav pride. In če za njegovo predelavo uporabljamo recimo domačo obnovljivo energijo. Mislite Evropa ali tudi Slovenija? Tudi Slovenija, konec koncev. Slovenija recimo ogromno pridobi iz obnovljivih virov. Je pa res, da seveda ta stvar je najbolj relevantna za prostore, kjer dejansko stoji neka že obstoječa rafinerija. Seveda v manjšem merilu bi bilo to tudi mogoče implementirati v Sloveniji, ampak konec koncev moramo Evropo gledati ne samo kot energetsko, ampak tudi kot surovinsko unijo, k čemu vse teži. Gre tukaj za povezovanje, ne za pač neko ločevanje oziroma samo za lokalno gledanje.
Kot lahko razumemo, bo delo vaše mednarodno sestavljene skupine spreminjalo tradicionalne postopke v industriji. Pa me zanima, imate na Kemijskem inštitutu dovolj znanja in pa ustrezno raziskovalno opremo za razvijanje novih reaktorskih sistemov? To znanje tradicionalno imamo, tudi kar se opreme tiče, smo seveda izredno zadovoljni in tudi hvaležni. Treba je pa poudariti tudi to, da pač brez nekih drugih virov financiranja pač ti, recimo lepo rečeno, ne moreš ostati v igri. Se pravi, če tukaj država ne bi prispevala svojega v okviru recimo projektnega ali pa programskega financiranja, pač dejansko mi ne bi mogli biti konkurenčni. Ne? Zdaj, na lep način povedano, pač kdor ne vlaga sam, pač stališča države tudi težko recimo na obzorju lahko pričakuje, da bo dobil nek komplementaren vir financiranja. Kar je pa v bistvu povsem zrcaljeno v vlogi industrije, ki mora recimo v takem projektu seveda tudi dati nek svoj vložek v to. Tako da jaz mislim, da načeloma stanjem, kot je trenutno, ne bi smelo biti nobenih problemov. V bistvu to je izziv, ki bi ga lahko realizirali in ga bomo. Skozi govorimo, da Kemijski inštitut sodeluje zraven. Ja. Vendar me zanima, tu imate kar nekaj ali pa veliko oddelkov. Najbrž k takemu projektu ste povabili ali pa so pač ustrezno povabljeni posamezni oddelki oziroma vaše raziskovalne skupine. Ja, seveda. Pač glede na konec koncev še vedno se moramo zavedati, da smo majhna država in tudi recimo znotraj inštitutov kot takih imamo v bistvu zelo heterogene raziskovalne skupine in se vsak seveda po svoji moči vključujemo v zelo raznolike projekte. Je pa tudi res, da pač zelo se stremi k odpravljanju neke problematike, ki je bila mogoče recimo še nekaj let prisotna, ki se recimo odraža v nekem podvajanju ali pa pomnoževanju opreme, ki so v bistvu potem ostane neuporabna. Tako da recimo to sodelovanje z drugimi oddelki, kljub temu, da smo mi nosilec in glavni upravičenec, seveda bo konec koncev pač določene aparature ali pa analizne tehnike, ki jih imajo drugi, nima smisla, da bi zdaj pač porabili ta vir financiranja za to, da bi pač kupili nek kos opreme, če ga lahko uporabljamo v nekem drugem laboratoriju, kjer ni polno izkoriščen. Nosilca slovenskega dela tega obsežnega projekta ste poleg akademika Janeza Levca tudi vi, dr. Likozar. Kako sprejemate tako odgovornost? Je vam to izziv, obremenitev, priložnost spoznavanja raziskovalnih pogojev v drugih evropskih okoljih? Morda spoznavanje razvitosti evropske industrije, pa tudi spoznavanje stopnje ozaveščenosti družbe glede zahtev zdravega okolja in pa ekološko usmerjene industrije. Ja, poglejte, vsak, ki se s takimi projekti sooča, pač na neki dnevni bazi ve, da je to precejšnja obremenitev. Ampak pa če se take stvari nekako lotevaš z nekim entuziazmom ali pa z veseljem, pač načeloma to ni noben problem. Kar se tiče te vpetosti, pa to pa glaven poudarek tukaj, ki je za narediti, je, da pač ko se soočaš recimo tudi s temi odličnimi partnerji, ki imajo ogromne proračune za raziskave in razvoj, vseeno vidimo, da smo mi tudi odlični, da lahko konkuriramo, da lahko pariramo tudi z res dejansko bolj razvitimi državami, tako da v bistvu tukaj sem jaz zelo, zelo optimističen tudi, kar se tega tiče. Želja seveda dolgoročna je samo, da bi lahko tak nivo, kot ga bomo zdaj tudi ohranili naprej, ker se nam to v bistvu tako ali drugače kot nek prihodek v državo nazaj vrača. Dr. Likozar, finančne konstrukcije se navadno pri teh projektih na začetku postavljajo. Mi jih na naš postavljamo na koncu, Ja. Ker iz tega vašega pripovedovanja vse skozi veje neka želja po novem, po spoznavanju nekaj dobrega, da naredite, recimo z tega družbeno relevantnega ekološkega vidika. Pa me zanima vseeno, to je kar zajetno finančni zalogaj. Kakšna je struktura, kdo bo to vam financiral? Ja, pač veliko večino tega pač seveda bomo dobili financiranje strani Evropske unije oziroma obzorja 2020.
za same naloge, ki jih projekt zahteva. A ne? Ampak vedno se pa treba zavedati, da tukaj nastajajo neki skriti stroški, a ne? Recimo to, kar sem prej omenil, neka infrastrukturna oprema, ki mora obstajati kot premij pogoj, da sploh lahko pristopiš k takem konzorciju. Vkolikor take opreme nimaš, v bistvu v takem konzorciju nimaš kaj iskati, zaradi tega, ker je že vnaprej jasno, da financiranje ne bo tako, da bi ti dejansko se lahko z vso to opremo opremil in šele na to izvajal projekt. Se pravi, neke preddispozicije, kar se opremljenosti tiče, kar se znanja tiče, tukaj morajo obstajati. A ne? Lahko pa sam poudarim, da kar se recimo nekega finančnega dela, ki ga dobimo strani Obzorja 2020, smo popolnoma enakovredni z ostalimi akademskimi partnerji v projektu, tako da ni tukaj za reči, da bi mi lahko kakršnokoli obrobno vlogo igrali, ampak igramo povsem enakovredno vlogo. Samo še tole me zanima, obstaja kakšno rivalstvo, recimo znotraj take obširne skupine, glede posameznih, tudi bomo rekla, regionalnih igralcev in tako naprej? Ja, seveda ta rivalstva obstajajo. Oziroma še več bi si drznil reči, da v bistvu taka rivalstva so zaželena. Zaradi tega, ker dokler se vse dela v nekih mejah dobrega okusa, v bistvu so ravno ta rivalstva tisto gonilo napredka. A ne? Tudi recimo po sami strukturi projekta, kot sem jo opisal, izmed 4 reaktorskih konceptov, ki jih imamo, je jasno, da pač na povečevanje in na recimo testiranje v nekem relevantnem okolju gresta samo 2. A ne? Poleg tega recimo smo ravno na tem izvornem sestanku izvedeli, da v bistvu je nek projekt bil tudi financiran, ki v bistvu se loteva precej, ne bom rekel podobnih, ampak pač sorodno tematiko. A ne? Tako da načeloma v bistvu ta rivalstvo in ta tekmovanje, prav tako tudi kot v industriji, v bistvu je treba imeti kot neko pozitivno gonilo tega, da poskušamo biti čim boljše delati, seveda, dokler se ne začne hoditi po prstih, kar pa mislim, da je v neki normalni igri z enakopravnimi partnerji, kot jih imamo mi, pač skoraj da ni mogoče.